V zadnjem času se povečuje izbira in prodaja vodotesnih in odpornih fotoaparatov. Tokrat smo zato preizkusili 3 tovrstne izdelke: Olympusa TG830, Nikona AV110 in Panasonica FT5, ki so si med seboj dokaj podobni, čeprav na prvi pogled tega niti ne kažejo. Če so telefoni lahko pod vodo le nekaj minut v nizkih globinah, se fotoaparati ponašajo s podatki, da preživijo potop v 15 ali 18 metrov globine. Poleg tega menda lahko padejo s približno 2 metrov višine. V ta namen so ohišja debelejša od običajnih žepnih fotoaparatov in na ključnih mestih še dodatno okrepljena. Res da večinoma s plastiko ali morda gumo, nekakšnimi drugimi materiali. Zoom oziroma objektiv je skrit v notranjosti ohišja, čezenj pa je dovolj debelo steklo, da voda tudi v globinah ne more prodreti vanj. Ker morajo imeti aparati nekatere priključke in režo za pomnilniško kartico, je to skrito pod poklopcem z dodatnim varovalom. To pomeni, da ga ne moremo odpreti tako kot odpremo podobne poklopce pri običajnih fotoaparatih. Preden lahko premaknemo zatip za odpiranje, je treba sprostiti še dodatno varovalo. Pri vsakem od aparatov je to nekoliko drugačno, večinoma pa je narejeno tako, da ga ni mogoče odpreti pomotoma, ampak se je treba zato potruditi z obema rokama. Ko poklopec spet zapremo, je treba varovalo prestaviti nazaj. Če tega ne storimo dovolj dobro, nas aparat opozori. Vodotesni fotoaparati niso namenjeni samo za podvodno uporabo. V bistvu naj bi zdržali neugodne vremenske razmere na različnih prizoriščih, zato ponujajo še nekatere druge funkcionalnosti, ki jih v običajnih žepnikih ne najdemo. Sprejemnik GPS je praktično obvezen, zraven pa so ponavadi še elektronski kompas, barometer, višinomer in podobni dodatki. Zaradi notranje zasnove objektiva je zoom relativno kratek. Ponuja od 4 do 5-kratno povečavo, kar se sliši malo, vendar za osnovne potrebe zadostuje. Vodotesnost preprečuje tudi boljše vrednosti zaslonk, saj se najbolj odprte začnejo šele okrog f3, medtem ko na teleobmočju padejo na f6 ali še slabše. To pomeni, da se v slabi svetlobi ti aparati ne obnesejo najbolje. In to se kaže tudi pod vodo, kjer je seveda bolj temno kot na kopnem. Takrat aparati bistveno počasneje ostrijo, res uspelih je le malo fotografij in šuma je kar veliko. Zato pa se da pod vodo posneti kar gledljive kratke videe. Kakšna pa je kvaliteta fotografij s tovrstnimi aparati? Primerjali smo jih s fotografijami, ki smo jih posneli z žepnikom z dolgim zoomom. Razen tega, da slednji seveda omogoča, da motiv precej bolj približamo, razlike sploh niso velike. V večini primerov so na dobri svetlobi zanemarljive. Res je pri običajnem žepniku kakšen detajl več, kontrast nekoliko boljši ali dinamika malenkost večja. Med preizkušenimi aparati so razlike prav tako majhne. Na prvi pogled najlepše fotografije dela Olympus. Panasonicove so nekoliko manj ostre, nekako mehkejše. Medtem ko pri Nikonu spet šepa nastavljanje beline, zaradi česar so barve občasno malo nenavadne. Poleg tega pa fotografije izgledajo nekoliko sprane, vendar ni tako hudo, da bi ta aparat odsvetovali. Pravzaprav je Nikon AV110 verjetno najboljši nakup. Z 280 evri je za približno 20 evrov cenejši od Olympusa, ima pa enako dober nabor funkcionalnosti in pa popolnoma enak razpon zooma. Poleg tega izgleda in v rokah deluje bolje. Olympusa TG830 priporočamo zaradi zelo dobre kvalitete fotografij za ta segment aparatov. Po Panasonica FT5, ki nam je bil sicer od tokratne trojice kljub ne najboljši kvaliteti fotografij najbolj všeč, se boste morali odpraviti v tujino. Slovenski trgovci ga namreč zaradi visoke cene, bil bi še približno 50 evrov dražji od Olympusa, ne ponujajo. Kateregakoli od teh izdelkov boste težko imeli kot prvi fotoaparat. Za takrat, ko je pomembna odpornost na vodo, padce in druge obremenitve, pa so to super pripomočki, ki so v zadnjih letih tudi precej napredovali glede hitrosti, kvalitete vgrajenih komponent in tudi fotografiranja.